Pozdravljeni, javljam se iz Srednje ekonomske storitvene in gradbene šole. Moje ime je Nikolina Ninič, z menoj je Lenča Podobnik. V nadaljevanju vam bova predstavili projekt Z roko v roki, pisateljska peš pot po Sloveniji in Gorenjske gostilne. Projekt izvajajo dijaki iz Srednje ekonomske storitvene in gradbene šole pod mentorstvom profesorja Janeza Črnivca. Ideja za projekt izhaja iz slovenske pisateljske poti, ki so jo zasnovali na Društvu slovenskih pisateljev. Daljinski pohodniki uporabljajo ogromno kalorij za posamezne etape, zato potrebujejo gostinske obrate, da si naberejo novih moči. Dijaki smo raziskali gostinske obrate na naslednji relaciji: Preddvor, Kranj, Škofja Loka, Poljane nad Škofjo Loko, Tomaž, Križna Gora. Preučevani gostinski obrati so bili Hotel Alma v Preddvoru, gostilna Pri Matičku, Das ist Walter in Stari Majer v Kranju. Pri Pepetu v Škofji Loki, kavarna Visoko in gostilna na Vidmu v Poljanah nad Škofjo Loko in gostilna Pri Boštjanu na Križni Gori. Nekoliko obširneje vam bomo predstavili kuharskega mojstra Matjaža Rezarja, specializiranega za pripravo jedi iz divjačine, ki je lastnik gostilne Pri Matičku v Kranju in znan lovec. Pri pripravi divjačine ga zanima celoten proces, pot od začetka do krožnika in anatomija živali. Porabi celo ustreljeno divjo žival, od kosti in mesa do kože. Divjačinske juhe in ostale mesne juhe kuha v krušni peči. Ponudba divjačine v gostilni Pri Matičku je odvisna od razpoložljivosti. V zadnjem času je med divjačino najbolj priljubljen muflon, tako imenovana divja ovca. Zagovarja stališče, da je meso divjadi, ki je uplenjena v naravi, zelo zdravo živilo in dobro protiutež današnji predelani in hitri hrani. Receptur za divjačino ne skriva, ima kakšno skrito sestavino, svoj recept, na primer njegova medvedova salama vsebuje med in orehe. Izpod njegovega peresa je nastala knjiga z naslovom Divjačina. V njo je zapisal okoli 30 obstoječih receptov za pripravo divjačine in dodal še nekaj svojih. Vso zelenjavo in sadje, ki jo pridela na svojem vrtu, najde pot na gostinske krožnike. V letu 2020 je pripravil izobraževalno delavnico priprava jedi iz divjačine. Na prvem krožniku so bili na sopari kuhani kruh z rdečo papriko in kurkumo, klobasa divjega pujska, medvedov pršut, jelenova salama, jetrna jelenova in gobova pašteta, maslo, koprc in kapucinka. Na drugem krožniku pa sta bila jagnječja rebrnica in muflonov hrbet, ob njiju pa omaka iz črne trobente, sirovi štruklji in rdeče zelje, 2 vrsti domačega korena, žižula kuhana v belem vinu ter hruška pituralka kuhana v refošku. Vsi, ki bi želeli sodelovati v nagradnem žrebanju za stenski koledar Pisateljska peš pot po Sloveniji, izpolnite anketo, v kateri boste zapisali vaše podatke za pošiljanje koledarja. Stenski koledar vsebuje slike in opise spominskih obeležij pokojnih slovenskih literatov ter slovenskih tradicionalnih jedi. Vabimo vas, da fotografirate vaš ekran, da boste imeli URL naslov za anketo.